Spoštovane novinarke, spoštovani novinarji, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci. Lepo pozdravljeni na današnji novinarski konferenci. Strateški svet za digitalizacijo je bil ustanovljen 9. aprila letos, na svoji prvi seji pa se je sestal 23. aprila. Strateški svet je pripravil prvi paket 40 ukrepov, ki ga je Vlada Republike Slovenije potrdila na svoji prejšnji seji pretekli teden. Dosedanje delo v strateškem svetu in ključne poudarke nam bo podal predsednik strateškega sveta Mark Boris Andrijanič. Po posameznih področjih pa bodo ukrepe predstavili magister Gregor Macedoni, vodja delovne skupine Javna uprava in digitalna družba, dr. Mark Pleško, vodja delovne skupine Gospodarstvo in podjetniško okolje, Marko Grobelnik, vodja delovne skupine Nove tehnologije, magistra Ajša Vodnik, vodja delovne skupine Izobraževanje, Igor Zorko, vodja delovne skupine Zdravstvo in Barbara Domicel, vodja delovne skupine Digitalna diplomacija. Po uvodni predstavitvi bodo sogovorniki na voljo tudi za vaše vprašanja. Govorni jezik bosta v znakovni danes tolmačili gospa Marjeta Bizant in gospa Tanja Đuljati. Vse prav lepo pozdravljam in predajam besedo gospodu Marku Borisu Andrijaniču. Izvolite. Spoštovane predstavnice in predstavniki medijev, cenjene gledalke in gledalci. Dobrodošli na predstavitvi prvega paketa ukrepov Strateškega sveta za digitalizacijo. Gre za 40 ukrepov, ki predstavljajo pomembne korake na poti do digitalne in moderne Slovenije. Na tej poti trenutno naša država žal zaostaja. DESI lestvica, ki meri digitaliziranost gospodarstva in družbe, nas uvršča šele na 16. mesto v Evropi. To je daleč za Estonijo, Finsko in Avstrijo. In medtem, ko Slovenija poskuša nadoknaditi zaostanek za evropskim povprečjem, ZDA in Kitajska povečujeta svojo tehnološko prednost pred Evropo. Globalna tehnološka tekma nedvomno prinaša izjemne priložnosti za majhne in agilne, a obenem ne prizanaša neodločnim in počasnim. Strateški svet za digitalizacijo je bil 9. aprila letos prav zato ustanovljen z zelo jasnim ciljem. Do septembra smo morali pripraviti paket zelo konkretnih rešitev, s katerimi lahko Slovenijo popeljemo med prvih 5 digitalno najbolj naprednih držav v Evropi do leta 2026. Ker se zavedamo, da čas ni na naši strani, smo zavihali rokave in pripravili prvi paket že v 2 mesecih. Gre za 40 rešitev za 4. desetletje slovenske države, ki bo nedvomno digitalno. Gre za rešitve, ki nam bodo pomagale digitalizirati javno upravo, zdravstvo, izobraževanje in pa gospodarstvo. Posebno pozornost smo namenili tudi pomoči ranljivim skupinam, vračanju slovenskih IT in ostalih strokovnjakov domov iz tujine in pa krepitvi kibernetske varnosti. Preden vam predstavimo konkretne ukrepe, mi dovolite nekaj besed o tem, kdo smo in kako delujemo. Strateški svet je ob ustanovitvi štel 30 članic in članov, danes pa nas je že 47. Gre za vrhunske strokovnjakinje in strokovnjake na vseh področjih, ki imajo bogate izkušnje iz tujine. Ponosen sem, da je med nami mnogo vodilnih raziskovalcev, inovatorjev in izobraževalcev, ki prihajajo iz najelitnejših svetovnih univerz. Med nami je tudi veliko vrhunskih slovenskih podjetnikov, ki pišejo zares svetovne zgodbe. Veseli me, da je med nami kar nekaj članov z bogatimi izkušnjami iz zdravstva, javnega sektorja in nevladnih organizacij. Naj poudarim, da vsi sodelujemo v strateškem svetu brezplačno in v lastnem imenu. Tukaj smo preprosto zato,
ker želimo s svojim znanjem in izkušnjami pomagati Sloveniji pri digitalnem preboju. Naša vrata so bila in ostajajo odprta za vse, ki si prizadevajo prav za ta cilj. Tudi zato smo se v zadnjih 2 mesecih srečali s številnimi državljani, pa tudi strokovnimi in ostalimi nevladnimi organizacijami. Smo odprti za predloge iz vseh strani. Glede na to, da smo želeli biti kar se da učinkoviti že od samega začetka, smo oblikovali 6 delovnih skupin, ki so pripravljale konkretne predloge rešitev na vseh ključnih področjih. Delovno skupino za javno upravo in digitalno družbo vodi župan mestne občine Novo mesto, magister Grega Macedoni. Delovno skupino za gospodarstvo in podjetniško okolje vodi direktor uspešnega slovenskega podjetja Kozilab, dr. Mark Pleško. Delovno skupino za zdravstvo vodi predsednik Slovenske digitalne koalicije Igor Zorko. Delovno skupino za izobraževanje pa vodi direktorica MČM Slovenije, magistra Ajša Vodnik. Delovno skupino za nove tehnologije vodi slovenski digitalni glasnik in eden vodilnih raziskovalcev na področju umetne inteligence Marko Grobelnik. In ne nazadnje, delovno skupino za digitalno diplomacijo vodi generalna direktorica Microsofta Slovenije Barbara Domicel. Tekom priprave prvega paketa ukrepov so se delovne skupine srečale kar 25-krat. Predlogi rešitev so res prihajali iz vseh strani, saj smo že na samem začetku povabili k sodelovanju tudi državljanke in državljane. Prav zato smo vzpostavili elektronski naslov digitalizacija@gov.si, na katerega smo prejeli na desetine predlogov. Strateški svet je tako do sedaj obravnaval več kot 150 predlogov rešitev. V prvi paket ukrepov so se uvrstili tisti, ki so z vidika državljanov najpomembnejši in najnujnejši. Obenem smo se osredotočili na ukrepe, ki jih je mogoče realizirati že relativno hitro. Na področju javne uprave in digitalne družbe smo zato predlagali rešitve, ki bodo poenostavile življenje državljanom in jim prihranile ogromno časa in živcev pri poslovanju z državo. Gre za rešitve, kot so e-gradbeno dovoljenje, e-osebna izkaznica, virtualno okence in ukinitev prometnega dovoljenja. Pri zdravstvu smo se osredotočili na ukrepe, ki lahko s pomočjo naprednih tehnologij rešujejo življenja, prihranijo milijone pri javnem naročanju in skrajšajo čakalne vrste. Gre za rešitve, kot na primer uvedba telemedicinske obravnave kroničnih in pa onkoloških bolnikov, uvedba mobilne aplikacije, s katero bomo lahko državljani enostavno dostopali do svojega zdravnika, in pa javno naročanje v zdravstvu. Na področju gospodarstva smo predlagali rešitve, ki bodo poenostavile poslovanje podjetij z državo, spodbudile nastajanje start-upov in pripomogle k temu, da se bo veliko slovenskih IT in drugih strokovnjakov vrnilo v Slovenijo. Gre za rešitve, kot so e-notarske storitve, enotno poročanje podjetij državi in pa spodbujanje nagrajevanja zaposlenih z delnicami in opcijami podjetja. Na področju izobraževanja smo se osredotočili na vseživljenjsko učenje digitalnih veščin in premagovanje digitalne neenakosti. Zato predlagamo uvedbo digitalnega bona za pridobivanje e-veščin. Prav tako predlagamo vpeljavo obveznega predmeta računalništva in informatike v srednje in pa osnovne šole. Pri novih tehnologijah in digitalni diplomaciji smo predlagali rešitve, ki bodo Slovenijo postavile na mednarodni zemljevid tehnoloških talentov, inovacij in investicij. Prav zato smo predlagali ukrepe, kot sta vzpostavitev razvojno-gospodarskega predstavništva v Silicijevi dolini in Mednarodnega centra za uporabno umetno inteligenco v Sloveniji.
Veseli nas, da je vlada na svoji zadnji seji sprejela prvi paket predlaganih ukrepov in srčno upamo, da bodo že kmalu storjeni prvi koraki v smeri implementacije tega paketa. Seveda bomo v strateškem svetu nudili vladi vso potrebno vsebinsko in strokovno podporo na tej poti. Si pa tudi želimo širše politične in pa družbene podpore, saj smo prepričani, da mora digitalni preboj Slovenije postati stvar nacionalnega in širšega družbenega konsenza. Na koncu se želim zahvaliti vsem članicam in članom strateškega sveta za izjemno konstruktivno in korektno sodelovanje. Posebna zahvala gre seveda vodjem delovnim skupin, ki so odlično opravili svoje delo. Iskreno se zahvaljujem tudi vsem državljankam in državljanom, pa tudi strokovnim in drugim organizacijam ter medijem za tako številne in v glavnem pozitivne odzive. Najlepša hvala tudi predsedniku vlade za zaupanje in pa podporo pri našem delu. Hvala lepa. Hvala lepa za to predstavitev. Besedi pa vabim magistra Gregorja Macedonija, vodjo delovne skupine Javna uprava in digitalna družba. Spoštovani predstavniki medijev, cenjeni gledalke in gledalci, v imenu delovne skupine Javna uprava in digitalna družba bom predstavil 10 ukrepov, ki seveda najbolj sledijo temu našemu izhodišču, da postavljamo v središče državljana, podjetnika, investitorja in seveda probamo z njegovimi očmi pogledati proti funkcijam, procesom na strani države oziroma celotnega javnega sektorja. Prvi ukrep, ki ga predlagamo, je e-gradbeno dovoljenje. Torej gre za digitalizacijo celotnega postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja, ki je danes že omogočen kot e-storitev javne uprave, pa vendar zgolj v skenirani obliki. Gradbeni zakon, ki je v proceduri, že podaja podlago, da se lahko v originalnih formatih oddaja vloge, hkrati pa seveda želimo, da se predvsem z celotnim procesom, digitalizacijo celotnega procesa poveča transparentnost in seveda tudi, da državljan, vlagatelj vloge ne čuti, katere procese vodi državna uprava in katere občinske strukture. Drugi ukrep je informativni izračun družinskih prejemkov. Poznamo informativni izračun dohodnine in glede na to, da je družinska politika pozitivne diskriminacije, smo prepričani, da na tem področju ni prostora za to, da bi državljani morali podajati vloge, bili vezani na to, da pravočasno oddajo te vloge in je prav, da država pride nasprot z informativnim izračunom, ki bi bil osnova za tovrstne bonitete. Tretji ukrep je e-osebna izkaznica. Seveda vemo, da je predpogoj za e-identiteto sprejetje zakona o e-identiteti in storitvah zaupanja, vendar smo prepričani, da je tudi e-autentikacija v obliki brezplačne mobilne aplikacije nujen ukrep, ki mora čim hitreje slediti sprejetju zakona in seveda vzporedno z e-osebno izkaznico v fizični obliki. Četrti ukrep je ukinitev prometnega dovoljenja, torej predvsem govorimo o ukinitvi dokumenta. Še vedno ostajajo vsi procesi, ki so vezani na status vozila v motornem prometu, torej samo plačilo dajatev, sklenitev zavarovanja in pridobitev potrdila o tehnični ustreznosti, pa vendar verjamemo, da to lahko naredimo z ustrezno podatkovno strukturo, z ustreznimi pooblastili za vnose v to strukturo in tudi nadzor strani ustreznih organov lahko poteka v e-obliki. Kar nam ostaja je seveda prometno dovoljenje, ki danes občasno služi tudi kot potrdilo o lastništvu. To bi lahko reševali z posebnimi obrazci, ki so potem lahko dodatno na zahtevo posameznega lastnika izdani. Peti ukrep je davčni trajnik.
Torej, poznamo na bankah plačilo z pomočjo trajnikov, verjamemo, da lahko bi državljani podobno poravnavali svoje obveznosti tudi do državnih organov, do finančne uprave z sklenjenim pooblastilom, ko se seveda lahko ta obveznost avtomatsko poravna. 6. ukrep je virtualno okence. Virtualno okence bi moralo postati standard, en od standardov, kako komunicira državna uprava, javna uprava z državljani, z občani, z drugimi uporabniki javnih storitev. Gre za to, da seveda smo se v času epidemije naučili, da ni vedno samo fizična prisotnost tista, ki je nujna, in verjamemo, da bi stik preko audio-video povezave in ob omogočanju ustreznih funkcij, kot so autentikacija, plačilo oziroma digitalno podpisovanje, lahko to izvajali veliko bolj učinkovito. 7. ukrep je mobilna aplikacija oziroma enoten portal, ki smo ga mi poimenovali e-Slovenija. Gre za to, da imamo že danes kar nekaj portalov na področju javne uprave, ki so med seboj nepovezani, torej predlagamo enotno vstopno točko in predvsem tudi mobilno aplikacijo, ki danes še pogrešamo. Enotna davčna odločba kot 8. ukrep je namenjena temu, da danes strani finančne uprave dobimo kar nekaj različnih dopisov, nekaj različnih obračunov, različnih prispevkov in dajatev. Predlagamo nekako poenostavitev v smislu enotne odločbe. Tukaj je verjetno še največji izziv, več zakonskih osnov, pa vendar verjamemo, da v določenem času lahko to na ravni države v korist seveda vsakega posameznika tudi postorimo. 9. ukrep na področju javne uprave je obvezen e-podpis v državni upravi. Vemo, da e-podpisovanje je že danes zakonsko omogočeno, pa vendar nekako smo zelo skromni pri uvajanju tega standarda. Če bi to uvedli kot potreben oziroma nujno dejstvo, verjamem, da bi s tem tudi naredili pomemben zgled in pospešek digitalizaciji na področju javne uprave. In 10. ukrep, služba vlade za digitalno preobrazbo. Torej, dokaj enotno smo na več področjih ugotovili, da manjka ta strateški in vizionarski pogled na razvoj, na digitalno preobrazbo v Sloveniji. Zato smo prepričani, da je potrebno ustanoviti ta organ, ki bo imel ustrezna pooblastila in mesto v državni strukturi in na ta način seveda tudi veliko bolj sistematično in s pravilnim pristopom lahko popeljemo Slovenijo po poti, kot je bila uvodoma strani predsednika strateškega sveta začrtana. Toliko o 10 ukrepih s strani delovne skupine za javno upravo in digitalno družbo. Hvala. Hvala lepa za to predstavitev. K besedi pa vabim dr. Mark Pleška, vodja delovne skupine gospodarstvo in podjetniško okolje. Spoštovani, najprej se vam upravičujem, da sem si stiskal na papir ta priporočila, ampak veste, digitalizacija ni namenjena, da bi spremenila naš način življenja popolnoma, ampak da bi ga dopolnila, tako da včasih si pa tudi s papirom lahko pomagamo. V skupini za gospodarstvo in podjetniško okolje smo pridobili skoraj 60 predlogov in iz teh smo potem zbrali 8 takih, ki smo jih predlagali v prvi paket, pa gremo kar po vrsti. Prva je poenostavitev poročanja podjetij državi. Problem je tem, da se podjetja morajo poročati FURS-u, AJPES-u, Statističnemu uradu, Banki Slovenije na raznih obrazcih, na razne načine in mi predlagamo, da se uvede enkratno e-poročanje podjetij državi, potem pa iz tega obrazca se razdeli na posamezne urade. Drug predlog je enotna e-točka za subvencije. Tukaj gre pa za to, da omogočimo enostavno oddajanje vodenja in spremljanja vlog, tako po načelu, po angleško, če lahko temu rečemo one-stop shop. Ideja je ta, da imajo tako vlagatelji kot tudi pristojni organi pregled nad statusom posamezne vloge in se na ta način tudi povečamo transparentnost. Tretja točka je poenostavitev dela na daljavo. To smo zdaj videli med COVID časom, kje so problemi. Mi predlagamo, da se pač primerno zmanjšajo administrativne ovire,
vključno s poenostavitvom postopkov zagotavljanja varnosti pri delu nadaljavo, hkrati, da se uredi nadomestilo za stroške delavca in spodbude delodajalcev, da dejansko take načine dela omogoča. Četrta točka je spodbujanje solastništva zaposlenih v startup in drugih podjetjih. Tukaj bi si želeli spremeniti sistem obdavčevanja opcij in delnic zaposlenih tako, da se dejansko nagrada postane privlačna tako za zaposlene, tako za delodajalce, tako da bi tudi več podjetij, ne samo startup, ampak tudi druga podjetja nagrajevala zaposlene iz dobička. Peta točka je videoidentifikacija za bančne in kriptoračune. Tukaj gre za to, da mi imamo nekaj zelo uspešnih kriptobors v Sloveniji, ki so pa morali biti ustanovljeni v tujini in tudi se tam plačujejo davke, zaradi tega, ker videoidentifikacija po slovenski zakonodaji ni možna, je pa drugje v Evropi. Predlagamo, da se to spremeni in s tem postane naše podjetja konkurenčna in enakovredna tujim podjetjem. Šesta spodbuda je spodbujanje investicij v startupe. Tukaj gre za to, da recimo v Sloveniji, predvsem institucionalni vlagatelji, tako kot zavarovalnice, imajo zelo omejene možnosti investirati v bolj rizična podjetja, kot so startupi, medtem ko recimo na Hrvaškem pa zavarovalnice lahko več vlagajo startupe in zdaj se nam dogaja to, da so skladi za investicijo v startupe na Hrvaškem, ki vabijo slovenska podjetja, da jih bomo investirali, bomo vse naredili, samo morate priti na Hrvaško in tam ustanoviti podjetje, ker bi bilo seveda škoda. Sedma točka so e-notarske storitve. Tukaj ne gre za to, da bi hoteli ukiniti notarje, ampak da omogočimo čim več notarskih opravil preko interneta, preko videoidentifikacij. En tak banalen primer, recimo med COVID časom je hotel tujec investirati v neko slovensko startup podjetje in bi moral priti v Slovenijo k notarju na identifikacijo in se potem ni investiral in tako smo izgubili eno dobro priliko, no zdaj pa to lahko na ta način rešili. In zadnja in najmanj pomembna točka je pa privabljanje slovenskih in tujih strokovnjakov v Slovenijo. Tukaj gre pa pravzaprav za čisto enostaven plagiat. Na Nizozemskem so zelo lepo rešili problem, tam so dali dohodninsko olajšavo 30% na plače za domače in tuje strokovnjake, ki se vrnejo oziroma preselijo v Slovenijo. To traja 5 let in tudi lažje omogočajo pridobitev delovnih in ostalih dovoljenj za njihove družinske člane. To je zelo dobra rešitev, dajmo enostavno skopirati in potem bomo tudi mi imeli take rešitve. Hvala lepa. Hvala lepa za to predstavitev. K besedi pa vabim gospoda Marka Grobenika, vodjo delovne skupine Nove tehnologije. Hvala lepa, spoštovani. Ker ravno vodim skupino Nove tehnologije, se nisem upal pridati s papirjem, tako kot Mark. No, nove tehnologije so usmerjene v nekako tehnološke rešitve, ki pa so nekje v skladu, v duhu vseh ostalih ukrepov. Imamo 5 ukrepov v tej fazi, če tudi je bilo predlogov bistveno več in mislim, da v naslednji fazi jih bomo imeli še precej več. Naj jih naštejem. Torej, prvi ukrep je enotna platforma za javne oblike prevozov. Javnih prevozov je kar nekaj, ampak niso digitalno bi rekel, povezani in usklajeni. Torej, ideja je, da naredimo projekt, kjer poenotimo programske vmesnike, ki bojo omogočale kombiniranje, enostavno brezgotovinsko plačevanje in tako naprej, torej mobility as a service, kot bi rekli po angleško. Torej, po domače povedano, ko bi človek hotel od A do B, bo taka platforma omogočala zelo enostavno prehajanje ljudi od poljubne lokacije v Sloveniji na drugo poljubno lokacijo v Sloveniji. Drugi ukrep je samodejno podnaslavljanje za gluhe in naglušne. To je tehnologija, ki pravzaprav je že nekaj časa v tujini. Razlika je samo to, da pred 10 leti to še skoraj da ni bilo mogoče, danes pa imamo precej učinkovit razpoznavalnik za slovenski govor in ideja je, da to tehnologijo prenesemo v splošno uporabo in torej za namen gluhih in naglušnih, čeprav uporabniki bojo še širši. Ideja pa je, da so vsi mediji in vse glasovne komunikacije podnaslovljene z tem sistemom. Naslednji predlog oziroma ukrep je Mednarodni inštitut za uporabno umetno inteligenco. Torej, ideja je, da se ustvari elitni raziskovalni inštitut v Sloveniji,
na temo umetne inteligence. Umetna inteligenca je v Sloveniji dobro razvita, ampak v tem zelo intenzivnem razvoju v teh zadnjih letih se bojimo, da bo Sloveniji pošla sapa. In v tem smislu rabimo močno centralno inštitucijo, ki deluje po drugih principih kot trenutne akademske inštitucije. En od možnih predlogov je, da tako inštitucijo razširimo iz že obstoječega Mednarodnega raziskovalnega inštituta za umetno inteligenco pri UNESCO, ki ga imamo na inštitutu Jožef Stefan ta moment. Lahko je pa tudi neodvisna ideja, pa je tudi, da privabimo kakšno močno vodilno svetovno tehnološko podjetje, ki bi sodelovalo pri takem centru. Naslednji ukrep je rezervna sestava Slovenske vojske za IKT strokovnjake. Torej vsi vemo, da so IKT strokovnjaki precej iskana populacija v tem obdobju in Slovenska vojska, pa tudi javna uprava ni pravzaprav zelo konkurenčna pri dobivanju takih strokovnjakov. Predvsem bi se taka stvar pojavila v primeru recimo kibernetskega napada, ko je treba v kratkem času aktivirati precej kapacitet. Torej, ukrep bi bil, da se vzpostavi rezervno sestavo, v katero se vlaga v nekak normalnih situacijah, v primeru kibernetskih napadov pa se tako sestavo pač enostavno vključi, aktivira zato, da lahko pomaga. To bi nekako povezalo koristno s koristnim, da tako rečem. No in še zadnji ukrep je mednarodni poligon za kibernetsko varnost. Torej gre za to, da se nadgradi že obstoječe napore na to temo, kjer bi lahko kdorkoli, torej najprej Slovenci, javna uprava, podjetja, lahko pa tudi tujci, prišli in testirali svoje informacijske sisteme, ali so varni pred kibernetskimi napadi. V tem smislu bi si želeli, da bi imeli nekakšni regionalni center v ta namen. Hvala lepa. Hvala lepa za to predstavitev. K besedi pa vabim magistro Ajčo Vodnik, vodjo delovne skupine izobraževanje. Prijazno pozdravljeni tudi v imenu skupine za izobraževanje. Kot je omenil že naš predsednik Marek Boris, se zavedamo pomena vseživljenjskega izobraževanja. In prav zato je naš prvi predlog na to temo, in sicer predlagamo uvedbo digitalnega bona za vseživljenjsko izobraževanje, pri čemer seveda spodbujamo, da gre za pridobivanje digitalnih veščin, in sicer na način, da bodo lahko ta digitalni bon uporabniki koristili pri tistih, ki bodo v javnem razpisu zagotovili najboljše vsebine. Za prvo fazo predlagamo, da gre za upokojence, saj je zelo pomembno, da prav vsi v družbi postanemo digitalno vešči in da lahko na ta način še bolj kvalitetno živimo vsi skupaj. Drugi predlog, ki ga nekako predlagamo, je spodbujanje mednarodnih IKT študijskih programov. Pri tem menimo, da je dobro, da vsa višješolske in visokošolske fakultete, ki bodo uvajale mednarodne programe v angleškem jeziku in na ta način lahko privabile še več tujih talentov, tako študentov, kakor seveda tudi predavateljev in profesorjev, to dobijo tudi kot delovno spodbudo. Seveda pa je pomembno, da pri tem nagovorimo tudi težavo z vizumi, težavo z birokratskimi ovirami in seveda prilagodimo tudi habilitacijske procese. Tretji predlog, ki ga imamo, je uvedba obveznega predmeta računalništva in informatike v osnovne in srednje šole. Tu je seveda izjemno pomembno, da so naši otroci lahko konkurenčni svojim vrstnikom v drugih državah, ki to vrstni predmet že imajo. Se pa seveda zavedamo, da zgolj en predmet ne bo rešil izziva, ki ga ponuja digitalna družba, po drugi strani pa tudi izjemne priložnosti. Zato menimo, da je izjemno pomembno, da pregledamo vse učne procese in jih prilagodimo na način, da bodo bolj prilagojeni digitalni družbi in bodo s tem povečali priložnosti za naše mlade. Prav tako predlagamo povečanje vpisa in kadra na IKT in sorodnih interdisciplinarnih študijih.
Vemo, da se je družba spremenila, da so stvari kompleksne, ampak po drugi strani, kot rečeno, ponujajo izjemne priložnosti. In prav zato menimo, da je pomembno, da uvajamo to vrstna znanja v vse študije, uvajamo interdisciplinarne študije, pri tem pa povečamo tako število vpisnih mest študentov in študentk, kakor seveda tudi povečamo število tistih profesorjev in profesoric, ki bodo lahko to vrstna znanja podajala. In kot zadnji predlog prvega paketa skupine za izobraževanje je digitalizacija učnih procesov v šolah. Po eni strani se želimo, da bo v osnovnih in srednjih šolah še toliko boljša infrastruktura, kar se tiče digitalizacije, po drugi strani pa se zavedamo, kako zelo pomembno je, da so opolnomočeni tudi učiteljice in učitelji in seveda, da lahko izmenjujejo najboljše prakse. In prav digitalne tehnologije to omogočajo. Želimo si, da bo to torej tehnologija, ki bo povečala kakovost življenja tako mladih kot starejših in omogočila vseživljenjsko učenje. Hvala lepa. Hvala lepa za to predstavitev. K besedi pa vabim gospoda Igorja Zorka, vodjo delovne skupine zdravstva. Pozdravljeni v imenu skupine za digitalizacijo zdravstva. V času korona krize in pandemije smo ugotovili, kako pomembna je zdravstveni sistem in kako pomembna je digitalizacija zdravstva. In tudi dostop do digitalnih tehnologij za vse bolnike in za vse državljane. Pripravili smo nekaj ukrepov, predlogov ukrepov, ki bi jih razvrstil od začetka. To se pravi, prvi je e-oskrba, to se pravi uvedba oddaljene digitalne oskrbe na domu. V prvem koraku bi uvedli storitev za 5000 najbolj ogroženih starostnikov, invalidom in kroničnih bolnikov, ki bi s tem dobili učinkovito in preizkušeno institucionalno oskrbo na domu, kar pomeni, da bi imeli boljši dostop do teh storitev. Drugi ukrep je telemedicina za kronične onkološke bolnike, s katerim se zagotovi sistemsko financiranje za telemedicinsko obravnavo onkoloških in kroničnih bolnikov, hkrati s tem pa se vzpostavi pogoje za širjenje zdravstvenega programa telemedicinskih storitev tudi za druge ključne skupine državljanov. Tretji predlog je mobilna aplikacija za e-zdravje, s katerim bi razširjali dostopnost do zdravstvenih podatkov državljanov in pacientov, ki ga že imamo v obliki web aplikacije ZVEM, z dodatnimi funkcijami in dodatno poenostavljenim sistemom autentikacije, s katerim bi lahko pokrivali področja, kot so naročanje za zdravstvene poglede, komunikacijo z zdravstvenim osebjem, dostop do certifikatov za COVID cepljenje in podobno, kar pomeni, da bi lahko svoje zdravstvene informacije nosili s seboj. Četrti ukrep je odprava papirnega poslovanja med izvajalci zdravstvenih storitev, s katerim se digitalizira tiste podatke, dokumente pacientov, ki so potrebni ob izvajanju zdravstvenih storitev, prenašati med posameznimi inštitucijami, kar pomeni, da kartone in podobne dokumentacije ne bi več nosili v času zdravljenja med inštitucijami. Naslednji ukrep je digitalizacija cenikov in obračunov zdravstvenih storitev na zdravstveni zavarovalnici. S tem bi vzpostavili enoten obračunski model, poenostavili in optimizirali način obračuna in omogočili večji nadzor in transparentnost samega obračuna storitev. Naslednji ukrep je enoten sistem šifrantov in standardizacija na področju zdravstva, kar bi omogočali večjo komunikacijo, povezovanje in naslednji korak v digitalizaciji celotnega zdravstvenega sistema, kar pomeni, da ne bi bili več posamezni sistemi ločeni, ampak med seboj povezani in bi omogočili učinkovito izvedbo zdravljenja pacientov in izvajanje zdravstvenih storitev. In zadnji ukrep je enotno digitalizirano in pregledno javno naročanje za medicinske pripomočke in zdravila, kar bi z digitalnimi orodji in poenotenjem omogočili večjo transparentnost in učinkovitost naročanja in zagotavljanja primernih medicinskih pripomočkov in zdravil v zdravstvenem sistemu. Hvala lepa, to so bili naši ukrepi za zdravstvo.
Hvala lepa. K besedi pa vabim gospod Barbaro Domicel, vodjo delovne skupine Digitalna diplomacija. Spoštovani predstavniki medijev, spoštovani gledalke in gledalci. Še skupina Digitalna diplomacija. Ustrezna prepoznavnost države, vključenost v mednarodne ekosisteme in priprava razvojnih programov za mednarodno sodelovanje je ključno za ustvarjanje inovativnega in pa razvojno usmerjenega okolja. Zato naš prvi ukrep, strateška partnerstva z digitalnimi šampioni. Naš predlog je, da se okrepi strateško partnerstvo z Izraelsko agencijo za inovacije z vzpostavitvijo študijskih izmenjav, gospodarskega dialoga in prenosa dobrih praks na področju digitalizacije. Obenem si želimo s podpisom sporazumov o sodelovanju vzpostaviti strateška partnerstva z naprednimi državami, mesti in pa tudi z digitalno naprednimi univerzami ter najinovativnejšimi IT podjetji. Na podlagi teh izkušenj bomo iskali sinergije tudi za nastanek novih inovativnih podjetij in iskanje potencialnih investitorjev. Naš drugi ukrep je razvojno-gospodarsko predstavništvo v Silicijevi dolini. Slovenija je na področju investicij precej nepoznana. Nimamo ustanovljenih nekih dobrih praks in zgodovine, zato je zaupanje v Sloveniji ustanovljena visokotehnološka podjetja majhno. Po zgledu Danske želimo vzpostaviti slovensko predstavništvo v San Franciscu, ki bo promoviralo Slovenijo kot atraktivno investicijsko destinacijo in odpiralo vrata slovenskim podjetjem v Silicijevi dolini in pa drugih tehnoloških središčih v Ameriki. Skrbelo bo tudi za povezovanje slovenskih in ameriških izobraževalnih ter raziskovalnih inštitucij in prenos znanja na področju digitalizacije javne uprave, zdravstva in pa izobraževanja. Tretji ukrep je pomoč slovenskim strokovnjakom pri vračanju v domovino. Iz Slovenije se vsako leto izseli skoraj 10.000 ljudi. To je skoraj polovica cele generacije. Največ izseljenih je mladih med 25 in 35 letom starosti. Vsi ti so izobraženi v Sloveniji. Temu moramo posvetiti več pozornosti in nujno potrebujemo resno strategijo, kako Slovence v tujini dejansko navezati na Slovenijo. V partnerstvu z Slovensko-ameriško izobraževalno fundacijo ASEF in Društvom v tujini izobraženih Slovencev UTIS želimo vzpostaviti pisarno, ki bo nudila informacijsko, administrativno in karierno podporo slovenskim strokovnjakom, ki se želijo vrniti v Slovenijo. Pisarna bo vodila tudi enotno bazo slovenskih strokovnjakov v tujini. Poleg tega se zagotovi sistemska sredstva za različne oblike sistemskih, poslovnih, izobraževalnih, raziskovalnih in pa drugih aktivnosti, ki so namenjeni povezovanjem Slovencev v tujini z domovino. Naš četrti ukrep so digitalni nomadi. Digitalni nomadi so redno zaposlene osebe, ki upravljajo svoje delo na drugih lokacijah oziroma v drugih državah, kot je sedež oziroma lokacija podjetja. Po zgledu Estonije, Hrvaške in Portugalske želimo urediti status digitalnih nomadov tako, da se poenostavi administrativne ovire za njihovo bivanje in delo v Sloveniji. Mi predlagamo celosten pristop pri pripravi nabora ukrepov za vzpostavitev in pa sprejem zakonodaje, ki bo opredelila njihov status, se pravi status digitalnega nomada, ter vzpostavitev strategije promocije Slovenije na tem področju. In pa še zadnji ukrep, aktivno oblikovanje oziroma sooblikovanje evropskih digitalnih politik. Med pogajanji o novi evropski zakonodaji na področju digitalnih storitev in trgov si bomo prizadevali za odprt in svoboden internet. Obenem bomo zagovarjali politike, ki skrbijo evropsko kibernetsko varnost, izboljšujejo podjetniško okolje in ohranjajo svobodno izbiro potrošnikov. Pri tem se bomo povezovali z ostalimi državami, ki si prizadevajo za konkurenčnejšo in varnejšo Evropo. Hvala lepa. Hvala lepa tudi za to predstavitev. Preko Zoom povezave so z nami novinarji. Če je morda kakšno vprašanje, počakajmo trenutek. Ja, prvo vprašanje ima RTV Slovenija. Prosil bi vas, da še poveste, za komu je vprašanje namenjeno.
Lep pozdrav, Metka Majer, TV Slovenija. Jaz pa imam vprašanje kar za gospoda Andrijaniča, in sicer, zdaj, kar se tiče teh ukrepov, če smo prav razumeli, recimo pri gradbenem dovoljenju ste to omenili, je že neki procesu sprejemanja, so neke spremembe zakonodaje, koliko zakonov predvidevate, da se bo zdaj za ta prvi sklop sprememb pravzaprav moralo spremeniti, kako zahtevna bo ta naloga? In pa drugo me zanima, ali bo za večino teh ukrepov nekako osnova digitalno potrdilo, za katerega vemo zdaj je kar precejšen naval na upravnih enotah, in ali ste razmišljali, da bi kakorkoli olajšali dostop do teh digitalnih potrdil? Najlepša hvala za ti vprašanji. Kar se tiče e-gradbenega dovoljenja, je izjemno pomembno, da imamo vlagatelji oziroma državljani možnost ne samo oddati celotno dokumentacijo preko elektronskega načina, ampak tudi, da lahko ves čas postopka spremljamo točen status naše vloge. To pomeni, da se s tem bistveno poveča transparentnost celotnih postopkov, kar bo tudi vodilo, vsaj tako upamo, v njihovo hitrejše reševanje. Res je, zakonodaja na tem področju je že v pripravi, bo pa potrebno še nekaj prilagoditev, da se tehnično omogoči to stalno spremljanje vloge preko enotne e-točke. Kar se tiče ostalih ukrepov, je vlada na zadnji seji sklenila, da morajo ministrstva pripraviti časovnice oziroma implementacijske načrte za konkretne ukrepe, in iz teh načrtov bo tudi jasno, kakšne zakonodajne oziroma druge spremembe so potrebne za vpeljavo ukrepov, ki jih predlagamo. Kot ste sami omenili, v nekaterih primerih gre za spremembe zakonov, ampak v večini primerov gre pa za spremembo podzakonskih aktov in druge načine uvajanja teh sprememb. Hvala. Vprašanje ima tudi novinarka Alenka Gabrovec, časopis Slovenec. Prosim. Lepo pozdravljeni. Jaz bi imela sicer malo več vprašanj, začela bi pa za gospoda Andrijaniča. Najprej me zanima, omenili ste, da na ministrstvu so že bile podane smernice, da naj bi pripravili časovnico. Ali ste lahko to bolj konkretni, koliko časa predvidevate, da se boste porabili, da boste vse, kar ste nanizali danes, začeli spravljati v življenje? Potem me zanima, kakšen finančni zalogaj to predstavlja za Slovenijo. Potem me zanima, kaj bo z že obstoječimi digitalnimi digitalnimi orodji, ki so pač trenutno v veljavi. In kako ste si zamislili, da boste reševali situacijo, glede na to, da digitalno nepismenih ljudi je v Slovenijo ogromno, kar se je dejansko pokazalo tudi v tem času covida, in da dejansko digitalna pismenost ni zgolj to, da znaš ti računalnik prižgati, ampak je veliko več. To bi bilo za gospoda to. Potem bi še imela pa za gospod Vodnik. Najlepša hvala za ta vprašanja. Morda najprej vprašanje o digitalnih kvalificiranih potrdilih. To je bilo tudi vprašanje prej. Namreč predlagamo rešitev, ki se imenuje virtualno okence, s pomočjo katerega bi bilo pridobivanje teh digitalnih potrdil bistveno enostavnejše, saj nam ne bi bilo potrebno iti fizično na upravno enoto, kjer bi se morali identificirati. Vse to bi opravili prek varne audio-video povezave s pomočjo tega virtualnega okenca. Tako da eden izmed naših ukrepov bi že zelo kmalu lahko bistveno poenostavil in izboljšal dostopnost digitalnih kvalificiranih potrdil. Kar se tiče finančnih in drugih učinkov predlaganih ukrepov, mi smo predvsem razmišljali o tem, kaj Slovenija potrebuje, da se izstreli med 5 najbolj digitalno naprednih držav v Evropi v naslednjih 5 letih. Pri tem smo se zgledovali po najboljših tujih praksah, glede na to, da smo pod evropskim povprečjem, je kar nekaj držav, od katerih se lahko učimo, tako da smo izbirali ukrepe ne po tem, kakšni bodo njihovi finančni učinki, ampak kakšni bodo učinki za digitalizacijo naše družbe in pa gospodarstva. Kar se tiče konkretnih implementacijskih načrtov, izvedbenih podlag in pa finančnih resursov, ki bodo potrebni, na vse to bo potrebno počakati pristojna ministrstva,
ki te načrte oziroma preračune že delajo. Hvala. Še vprašanje dodatno? Seveda. Bi še gospoda Andrijaniča prosila še za pojasnitev. Mnenje informacijske pooblaščenke ste že dobili ali se zna ponovno zalomiti pri njej, pa odgovorili mi še niste, kako boste reševali digitalno nepismenost ljudi. Res je, najlepša hvala za opomnik. Kot rečeno, eden izmed naših najpomembnejših predlaganih ukrepov je prav uvedba digitalnega bona, ki bi ga državljanke in državljani lahko uporabljali za pridobivanje digitalnih veščin. V prvi fazi predlagamo, da digitalne bone prejmejo starejši in da se s tem dejansko poskuša premostiti ta digitalni prepad oziroma digitalna neenakost, ki dejansko vlada v naši družbi. Tako da tukaj se absolutno strinjamo z vami. Mi se absolutno zavedamo, da je vzgajanje digitalnih veščin nekaj, kar se tiče prav vseh generacij. In zato tudi predlagamo obvezen predmet računalništva in informatike v osnovne in srednje šole. Ne pozabimo, da je to nekaj, kjer nas večina oziroma kar nekaj evropskih držav že prehiteva, tako da smo tudi tukaj med zadnjimi. Kar se tiče pa drugih ukrepov, ki ste jih omenili, kot rečeno, zgledovali smo se po najboljših tujih zgledih. Kar se tiče pa informacijske pooblaščenke, mi smo absolutno odprti za dialog z vsemi deležniki, še posebej tako pomembnimi, kot je informacijska pooblaščenka, bi pa poudaril eno stvar. Če je neka rešitev možna na Švedskem, v Nemčiji, v Avstriji in v Švici, potem verjamem, da jo je mogoče implementirati tudi v Sloveniji. Hvala lepa. Vprašanje je tudi za gospo Ajšo Vodnik. Tako je. Pozdravljeni, gospa Vodnik. Mene pa zanima, glede na to, da bi radi uvedli kar so tudi, po mojem, odlična ideja, digitalno izobraževanje v osnovnih šolah in srednjih. Kdo je tisti, ki bo dejansko učil ta predmet, kakšne kompetence bo rabil in kaj to dejansko pomeni za starše? Ali bojo zdaj obvezno nakup računalnikov? V bistvu, kakšen del pride to zaradi tega na starše? Hvala. Hvala lepa najprej za vprašanje in če smem še dopolniti našega predsednika, kar se tiče, in hvala za tudi ta opomnik, kako pomembno je vseživljenjsko učenje, predvsem pa, kako zaostajamo tudi v digitalni pismenosti. Kot veste, v Sloveniji ima le 58% prebivalcev osnovne digitalno pismenost in to je velik izziv. Zavedamo pa se tudi, da tudi zaostajamo na žalost pri bralni pismenosti. Tako da nekako vemo, da ne moramo več čakati, ampak da je potrebno tukaj aktivno pristopiti. Tako da prav iz tega naslova govorimo o digitalnem bonu, se pa zavedamo, da ne gre le za starejše in otroke, pač pa tudi za vso populacijo vmes. Ne vem, če veste, ampak v Sloveniji pri 41 letih, torej še kar nekaj let do upokojitve, se ljudje po večini nehajo izobraževati. Zato verjamem, da bomo v naslednjem paketu predlagali tudi rešitve, kjer bomo gospodarstvo spodbudili k temu, da spodbuja svoje zaposlene. Zdaj pa, če grem nazaj na uvedbo obveznega predmeta v osnovne in srednje šole, veste, da se o tem govori že kar zelo dolgo, da seveda tudi je velika podpora tako v javnosti, kot tudi med strokovnjaki. Zato se mi zdi izjemno pomembno, da je v naši skupini veliko profesorjev, tudi pedagogov, ki se zavedajo izziva, kdo so tisti učitelji in katere veščine bodo morali imeti. Tukaj je celoten program nekako kurikuluma že napisan, tudi samo ministrstvo ima skupino RINOS, ki vse te izzive naslavlja. Verjamemo pa, da je zdaj res čas, da se to spodbudi in da se ne uporabi preveč časa, kajti, kot rečeno, sosednje države gredo z veliko hitrostjo naprej. Vprašali ste še glede nakupa računalniške opreme. Zato smo ravno tudi predlagali ukrep digitalizacije učnega procesa,
kajti ne gre le za to, da naj vsak kupi svojo tablico ali računalnik, pač pa mora biti to izjemno povezano. Tako da na trgu je kar nekaj tovrstnih rešitev. Verjamem, da bo tako Zavod za šolstvo, kakor tudi ministrstvo izjemno dobro preučilo vse to. Zavedamo se izziva opremljenosti, ampak tukaj je predvsem tudi to, da ne gre samo za nakup in potem neuporabo, ampak predvsem tudi, kaj vse to omogoča, od skupnih zakladnic znanja do izmenjave dobrih praks, do opolnomočenja učiteljev in učiteljic. In tukaj vidimo pomemben preskok, ne samo to, kdo bo imel računalnik, ampak kako bomo to povezali, kajti tehnologija to omogoča. Hvala lepa. Je morda še kakšno vprašanje? Počakajmo trenutek. S tem so vsa vprašanja očitno izčrpana. Hvala za to predstavitev, hvala vsem sodelujočim, hvala tudi novinarjem in gledalcem, ki ste nas spremljali. Hkrati vas vabim tudi, da spremljate našo naslednjo novinarsko konferenco ob 13. na aktualno temo v zvezi s COVID-19. Hvala lepa, lep dan še naprej in ostanite zdravi.